Poznate koga, ki ima v tem času alergije? No, da vam povem, ta trenutek se očitno nekaj dogaja, ker več strank me je zadnjem času klicalo, kako naj si okrepijo imunski sistem, da se njihova alergija zmanjša. Pa zdaj pri nekaterih se kaže ta alergija na koži, na obrazu, zatekle veke, pri nekaterih na rokah, nekateri imajo pikce po telesu, ampak v vsakem primeru nekaj se dogaja, nekaj se čisti. No, zdaj prva zadeva, če poznate koga, ki ima težave z alergijo, v tem primeru najprej okrepi imunski sistem, se pravi karotenoid, flavonoid in kruciferus, to so 3 prehranska dopolnila, ampak preden gremo na prehranska dopolnila, vsekakor vam priporočam čim več korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, čim več rdeče pese, čim več borovnic, brusnic, gozdnih sadežev, da ne govorim pa o zelenih barvilih, kot je ohrovt, cvetača, zelje, repa, koleraba, brokoli. V glavnem, vsa ta barvasta zelenjava, dobro nekaj tudi sadje oziroma jagodičje, vsebujejo te ključne sestavine, ki so karotenoidi, to so rdeča barvila in so predstopna A vitamina. In za karotenoide je značilno, da če damo dozo teh karotenoidov, se pravi rdečih barvil, naše telo prej kot v enem mesecu okrepi imunski sistem za več kot 30%. Se pravi, to je injekcija za imunski sistem in ta isti nasvet velja tudi za vse tiste, ki se ukvarjate, ki se borite z rakom, za vse tiste, ki imate kakršnokoli avtoimuno obolenje. Pomeni, da je treba dvigati imunski sistem in vaš imunski sistem bo sam upravil s težavo. No, to je zdaj karotenoid. Lahko ga vzamete tudi kot prehransko dopolnilo in na dan se vzamejo 3 kapsule. Če imate že težave, lahko 3-krat na dan po 3. Potem imamo naprej flavonoid, to so pa rdeča barvila iz rdeče pese, brusnice, robidnice, potem borovnice, gozdne borovnice. Ti flavonoidi, se pravi vijolična barvila, delujejo na vodni del naše celice, naših celic, se pravi na limfni sistem, čistijo limfni sistem, zmanjšujejo vnetja na celični ravni in delujejo na možgane. Ker te snovi vsebujejo tudi eno drugo snov, ki se imenuje resveratrol. Resveratrol pa dejansko zavira vnetje v možganih in deluje na to, da preprečuje demenco, propadanje možganskih celic. No in potem imamo pa tukaj še kruciferus, to so pa križnice. Križnice, brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba, se pravi brokoli, ohrovt, brstični ohrovt. Vse to, vsa ta zelena barvila pa delujejo na popravilo celičnega DNK-ja. Se pravi na DNK, da celice, ki se delijo, se pravilno delijo. Snov, ki je notri v celi tej zelenjavi, se imenuje sulfarafan in ta snov deluje direktno na razstrupljanje našega telesa. To je v bistvu žveplena spojina in v celici deluje tako kot lebdeči papir in nase veže težke kovine, hormonske motilce, ne vem, se pobarvamo, te strupi od barv grejo v naše telo in če imamo pomanjkanje tega sulforafana, se pravi žveplove spojine, strupi ostajajo v telesu in to se nalaga in ko je kompostnik poln, ko je neka mera dosežena, naše telo odreagira lahko tudi z alergijo. Pa ni samo barva za lase. Glejte, danes je mi živimo v okolju, ki je tako težko, zasičeno. Druga zadeva, no pa naslednja zadeva, pomlad je. In vemo, da pomladi smo vsi iztrošeni z vitamini, z D-vitaminom, manjka nam sončne svetlobe in seveda zdaj naslednja stvar, še kolektivni strah, ki ta trenutek šprica skozi medije. Na vsaki bencinski postaji lahko začutite strah, kolektivni strah. Se peljete po cesti, lahko začutite to, da se nekaj dogaja, da nekaj vre, da se nekaj spreminja. No in ta nekje kolektivni strah, ki se zdajle očitno sprošča in to čutim ta trenutek, bi bil čas, da vseeno pogledamo, kaj pa če je alergija posledica našega strahu.
In zdaj preverite z mišičnim testom. Imate mogoče strah pred zapuščenostjo. Se pravi, strah pred zapuščenostjo lahko izvira iz vašega zgodnjega otroštva, ko mogoče so vaši starši šli za delom in vas niso dovolj popestvali. Ali pa se lahko zgodi strah pred zapuščenostjo, da je tako, kot enkrat se spomnim, nisem šla dovolj zgodaj, po mojo hčerko, ta srednjo pijo v šolo, in je bilo tako, da sem hitela in v tistem, ko sem hitela, ker sem mislila, da bom prišla čez Katarino, sem še cesto zgubila, zgrešila in na koncu mi še telefon crknil in na koncu sem zamudila pol ure. In ta ubogi otrok moj je čakal pred šolo sam, da ga mama pobere. Pač meni je bilo to grozen, nisem mogla poklicati, bila sem nekje sredi Škofjeloških hribov, ki še vedela nisem kje, pač. In verjamem, da, glejte, ko se take stvari tako zakomplicirajo, verjamem, da je to nekaj, kar je v njenem zapisu, da je kot duša mogla, ne želela, mogla izkusiti strah pred zapuščenostjo. In če zdajle vi predelujete strah pred zapuščenostjo in mogoče greste na otroštvo, se mi je zgodilo v 2. razredu, me mama ni pobrala, recimo iz vrtca, iz šole, iz šole, v vrtcu so name pozabili me iti iskat in tako naprej. Ja, ampak, če vi kot duša ne bi imeli te težave, se ta ne bi sprostila. Ali pa recimo zdaj, če gledamo, tisto, kar se ta trenutek čisti, je strah glede preživetja. Preživetje, se pravi, treba shranjevati, je treba nakupiti, je treba biti v strahu. In zadnje sem poslušala eno astrologinjo, in je razlagala prav o tem, da bolj kot futramo ta kolektivni strah, se pravi, bolj kot moramo biti pripravljeni za vsak slučaj, bolj sigurno bomo okušali ta svoj strah. In bolj kot zdaj prepuščamo, in tukaj ne govorim, da moramo biti 100% naivni, ampak gre se za to, da preusmerimo pozornost, kaj lahko posadim, kaj lahko sama naredim, kaj je tisto, kar meni prinaša radost, kaj lahko naredim, da je meni dober. Veste, v tej smeri, se pravi, kaj lahko naredim, da ker vse narava pa kipi od obilja, od dobre energije, ob 5, če imate okna odprta, slišite to rajsko petje, ker zdajle se res ptice pogovarjajo, tako žvrgolijo, da je to nekaj neverjetnega. Se pravi, fokus lahko damo na vse tisto, kar je okrog nas. Fokus lahko damo na regrat, na koncu koncev kaj zastonj, ga greste nabrat in imate pač domačo zelenjavo, ampak res domačo zelenjavo. Vem, že slišim nekoga, ki reče, vse je zastrupljen. Ja, mogoče pa regrat ni toliko zastrupljen kot tista solata, ki traja v trgovini, ne vem, 14 dni skorajda. Ne vem, skepticizem oziroma skeptiki bojo vedno zmagali, veste. Ampak gre se za to, pet za eno živo mejo, nekam za en plod, pa naber koprive, ki poganjajo. Če ima že začel rasti, pač toliko stvari, ki jih lahko naberemo. Jaz zdaj čakam špargle. A veste, to je toliko stvari, ki po drugi strani vemo, da trobentice so užitne, ki jih lahko naberemo in nekaj naredimo. Zdaj pa, kdo ima alergijo, glede na to, da je zdaj pomlad, pa najdeš tisto travo, na kar si alergičen, ali pa alergična, se lahko vprašaš, kaj meni predstavlja pomlad. Nov začetek, spremembo, rast, razcvet moje duše in potem se vprašamo, kaj pa, če je ta moja alergija povezana s tem, da v osnovi se bojim svojih talentov in svojega razcveta. Mogoče je ta alergija povezana s tem, da imam strah, vem, zdaj gre za zapuščenost, ne, pustimo zapuščenost, da je strah pred tem, da bi se pokazala, kdo sem in bi potem nekdo na mene pokazal, meni pa to ni všeč, kar ti delaš. Daj pomislite, nekaj ti predstavlja,
kaj ti predstavlja pomlada, ne? Ali pa, kaj ti predstavlja ta trava, na katero si alergična? Trava mi predstavlja razcvet, ali pa trava, na katero sem alergična, mi predstavlja, če veš, na kaj si alergična, recimo, ne? Nekdo, ki pa ne ve, na kaj je alergičen, pa pogleda pa recimo, če ima vnetje, ne vem, zdaj mi pade na pamet, leva roka. Leva roka je povezana z žensko ustvarjalno energijo, ne? Skozi levo roko, leva roka tudi sprejema, ne? Leva roka je ta, ki sprejema, desna daje. Tudi recimo, ko zdravimo, z levo sprejemamo božjo energijo in z desno potem usmerjamo naprej to energijo. Se pravi, v vsakem primeru, kaj ti predstavlja leva roka? Leva roka je ženska stran, ne? In zdaj naprej. Imam suho kožo kot, ne vem, stara babica, ne, na roki. Kaj mi to pomeni? In ne vem, zdaj prevajam, kar gre skozi mene. Bolje bi bilo, da sem stara, kot pa da zdaj nekaj moram narediti iz svojega življenja, mogoče. Ne vem, vi premislite. Če veste, na kaj ste alergični, pomislite, kaj vam predstavlja ta, ne vem, leska. Leska je ženska energija, ne, leska. Na kaj ste alergični? Na tisto drevo se vprašaš, kaj meni to drevo predstavlja. In potem poiščemo sebi strah in. No, in to bom danes govorila seveda tudi v okviru moje šole, tisti, ki želite bolj globje poglobljeno znanje oziroma ženski krog, kjer vsak ponedeljek zvečer 1 uro govorimo o določeni temi in potem tudi meditacije, vodene meditacije za čiščenje teh podzavestnih strahov. In to pač tisto, kar se sproži, to počistimo in so tako neverjetna čiščenja. Tako, pa če čutite, povezava bo spodaj. No, zdaj pa naprej. Če si mi predstavljamo, da je življenje oziroma stvarnik, nam predstavlja tako kot, ne vem, zobozdravnika. Mi gremo k zobozdravniku, imamo nek zob, ki nas boli in v bistvu ta zob, ti veš, da ko greš k zobozdravniku, da želiš, da ti zobozdravnik popravi ta zob. In ko odpreš usta in če točno veš, kater zob te boli, ko on popiha zrakom, pa mogoče še skali, ali pa ko potrka, te še bolj zaboli. Zakaj vam to razlagam? Ker če ta trenutek imate v vašem življenju še več težav, pomeni, da je v bistvu Bog potrkal na vaše težave. In takrat, ko potrka na vaše težave, takrat zabolijo, tako kot zob, ki je razbolen. Ampak ni takrat, da boš ti rekel stvarniku ali zobozdravniku, daj, poglej vse te moje krasne zobe, ko se ukvarja s tem zobom, ki je boleč, pač poglej moje lepe zobe, ostali so pa v redu. Ne, mi želimo, da nam zobozdravnik popravi zob, ki boli. Ravno tako pa naša duša želi, da nam življenje pokaže težavo, ki jo imamo, z namenom, da se pozdravi. Se pravi, takrat, ko dobimo težave, bi mogli reči, stvarnik, hvala za težave. Točno to rabim za moj duhovni razvoj. In potem ga lahko vprašaš in moč izgovorjenih besed je še močnejša kot samo misel, vprašaš, stvarnik, kaj se je skozi to učim. Kaj mi želiš sporočiti? Lahko to zvečer, zadnja misel, ki jo mislite, veste, da je najmočnejša zvečer. Zadnja misel, jaz vam predlagam, poskusite na ta način danes zvečer. Greš čez dan in se zahvališ ljudem, ki so dobro vplivali na tvoj dan. Komu ste hvaležni? In potem zadnja misel, enostavno pošelj tisto težavo, ki jo imaš, kot bi jo poslal svoji duši in rečete, glejte, lej moja duša, na tole želim zjutraj dobiti idejo, rešitev. Pošli mi rešitev na to. Poskusite na ta način in boste videli, kako se bo vse začelo spreminjati v vašem življenju. Kako boste naenkrat dali fokus stran od tega strahu, ki zdajle je strah. Kolektivni strah gre ven in ta kolektivni strah pritiska dol. Če imate ta trenutek glavobole, pomeni, da jih imate zaradi tega, ker pritiska dol, tako kot pritiska, veste, visok, ni zračni pritisk, enostavno dol pritiska.
Takrat, ko je ta čuden zračni pritisk, imamo glavobole, se počutimo slabo, ko se menja vreme, a ne? Ravno takoj sedaj pritiska to na nas z namenom, da začnemo dihati drugačno atmosfero. In ta dihanje drugačne atmosfere je povezan s tem, da ne glede na to, kam date pozornost, skozi okno in vidite eno rožico in rečeš, stvarnik, hvala. Da lahko pogledaš, ne vem, svoje telo in rečeš, mišice imam, lahko se premikam. Kaj lahko narediš s temi mišicami? Pomisel. Hvala moje srce, ki biješ. Daj pomisel. Pomislite, kakorkoli živimo v deželi, kjer vlada mir. A ni to zadosten razlog za hvaležnost? Vem, ja, ampak politika, pustimo. V naši deželi je mir. Ni to krasan? In toliko stvari je za pozornost, kam dajemo. Res pa je, če imate v svojem zapisu strah pred vojno, vas bojo te novice najdle z namenom, da pritisnejo na vaš boleči zob in da ta boleči zob zdravilno molitvijo dekodiranja pozdravite. Tudi spodaj bo meditacija, tako da lahko jo sami naredite. In seveda tisti, ki želite poglobljeno zdravljenje, dobrodošli v ženskem krogu osebne preobrazbe ali pa na osebno svetovanje, kjer bomo dejansko šli pogledati, zakaj se vam dogaja to, kar se vam dogaja. Pojmo zdaj mečkam pogledati, kaj tebi sporoča stvarstvo zate, ki zdaj gledaš ta video dobrih 15 minut. Kaj je zate ta trenutek res pomembno? Da veš, ozavestiš, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno. Prva karta je prišla sodelovanje. Se pravi, v sebi narediti neko sinhroniciteto med ženskim in moškim polom našega telesa, se pravi sebe spraviti v ravnovesje. Druga stvar pa, povezati se z ljudmi okrog sebe. Povezati se z lokalnimi ljudmi, najdete svoj vrtiček, začeti saditi. Vsako leto govorim o tem, naredite nekaj, da pridete do svojega vrta. Zdaj pomlad naredite nekaj v tej smeri. Jaz bom drug teden sadila krompir. Komaj čakam. Naslednja stvar pa Kam vas pa pelje Strah. Ni tega. Joj, na televiziji so rekli to. Joj, nekomu, ki potvoje v Dubaju obstal. Pa dajte, prosim, pustimo te zadeve. In vse to je del politike. Politika nas hoče prestrašiti. Bog ni strah. Bog je nasprotje od strahu, je zaupanje. Bog ni panika. Bog je nasprotje od panike in to je mir. Bog ni kaos. Bog je nasprotje od tega, je harmonija. Se pravi, vsakič, ko nas naš popelje v neke grozne zadeve, grozne scenarije, to ni Bog. To je delo nasprotje od Boga. Gre se za to, da vi najdete pot do svetlobe. Da utišate to, da počistite ta strah. In zato imate zdravilno molitev dekodiranja, da lahko to počistite. Spet postolovščina, mečkana punčka, ki dela korake. Se pravi, mogoče je to nek strah, ki ste ga doživeli po koreninah družinskega debla in je čas, da ga ozavestite in naredite korak naprej. In je seveda vaš notranji razcvet, ženski krog osebne preobrazbe. Metul. Čakra tretjega očesa. Zavedanje. Zavedanje, karta je onkraj iluzij. Dejansko ta strah je iluzija. Ja, vem, ampak verjemite mi, da je iluzija. Morate razumeti, da je politika nas želi peljati skozi strah. Deli in vladaj. Prestraši in vladaj. To je to.
In čas je za silovit preboj naprej. Čas je, da naredite tako notranji preboj, boste videli, da se bo vse spremenilo. No, gremo še na prehod v novo dobo. Prehod v novo dobo je pa prva karta. Kaj se skriva v nezavednih delih mene? Stvarnik, prosim za zavedanje. Ja, meni je strah, ne? To je nezavedni del tebe, ki kliče potem, da počisti strah. Naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z občutkom strahu. Česa te je strah? Strah glede preživetja, strah glede vojne, strah glede pomanjkanja. Če je to zapis v tvoje družine, sigurno to nosiš v sebi. In je čas, da to prečistiš, tega ne rabiš več. Na svetu si zato, da sveti z ljubeznijo. Še drugič je prišla karta povezovanje. Čas je za povezovanje. Čas je, zanimivo, tukaj ven gleda karta Nadangel Rafael, to je zdravljenje tvoje duše. Zdravljenje tega, da tvoja duša hrepeni potem, da se stvari spremenijo. Tvoja duša hrepeni potem, da žariš od sreče. Tvoja duša se želi povezati z božanskim v tebi. Pač ta povezava s tvojo višjo dušo. In jasno povej, kaj si želiš. Ker v stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničuješ svoje želje. In zaupaj toku življenja. In spet lepota tvoje duše. Vse to, kar se zdajle dogaja, je povezano s to, da se pokaže lepota tvoje duše. Veste, kako nastaja? Joj, pa spodaj božanska podpora. Ti si ljubljeni otrok stvarstva. Tebe podpirajo vse svetle sile. Čas za novo zemljo. Triglav, Samorogi, Obelje, mir. Diamant nastaja pod pritiskom. In če ta trenutek na tebe vse pritiska, to pomeni, da tvoj notranji diamant se želi samo pokazati. Brusi se. Tvoj notranji diamant. Da spet tvoje oči zažarijo, da v tebi vzklije ta radost življenja, ki je, tako kot pomlad, ki je razcvet. Tvoja duša želi dihati, pet, žareti od sreče, žareti od sreče. Veste, ko poje duša od sreče, kdaj se vam je to zadnjič zgodilo? Mogoče ena domača naloga, napišite 5 stvari, 5 spominov, ko je vaša duša žarela od sreče, pela od sreče. Vsak jih ima. Fokus dajte na teh 5 spominov, ko je vaša duša žarela od sreče. Boste videli, kako naenkrat se bo vse spremenilo, ker v vašem življenju bo fokus šel na vse pozitivne stvari, kar je pomembno v vašem življenju. Dajmo še naprej pogledati, kaj tebi ta trenutek stvarstvo sporoča. Jasno izražanje, neka pravica, sodba, sončna energija, moška stran. Čas je, da se postavite v svojo moč. Ja, prihajajo spremembe in kogar je strah spremembe, bo zdaj se pač skril v zaklonišče. Izražanje. To je tisto sporočilo in nekako tvoja duša ti sporoča, da je čas, da uskladiš v sebi svoje sposobnosti. Da se začneš zavedati, da si magično privlačna, čarobno močna, da si močna, stara duša, da ti to si v sebi, da to imaš v sebi. Jaz to imam, si ponavljaj. Zaupam v svoje božanske sposobnosti. Jaz to imam. Mogoče afirmacija za danes. Zaupam v svoje božanske sposobnosti. Zavedam se, da sem stara, modra duša. Zavedam se, da je vse te težave so potrebne za moj notranji preporod. Zaupam toku življenja.
Zame se vse ureja tako, kot je prav. Vse se ureja v najvišje dobro vseh. Zaupam. Tako da, vse dobro vam želim. Zaupajte, da vam stvarstvo nudi to, kar ta trenutek potrebujete. Točno to lekcijo, točno to izkušnjo, točno te ljudi z namenom, da vaša duša proizvede ta čudovit diamant, ker vi, to ste vi. Čudovit diamant. Tako da uživajte in res vse dobro vam želim.